Lepo pozdravljeni. Moje ime je Jekler Maja in vam bom predstavila EIP projekt z naslovom Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki ga vodi oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Za začetek nekaj osnovnih podatkov. V projektu sodeluje 16 članov partnerstva. To so Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in 8 slovenskih kmetijskih gospodarstev. Projekt se je začel izvajati v novembru leta 2019 in se bo zaključil v novembru leta 2022. Višina odobrenih projektnih sredstev je 349.969,25 evra. V Sloveniji še nimamo lastnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti. Imamo rutinski nacionalni obračun plemenskih vrednosti, kjer plemenske vrednosti napovedujemo z uporabo metode mešanih modelov. S temi plemenskimi vrednostmi sodelujemo tudi pri Interbolu v mednarodni primerjavi bikov ter v mednarodnem obračunu genomskih plemenskih vrednosti za rjavo in črno-belo pasmo. Pri rjavi pasmi je mednarodni obračun genomskih plemenskih vrednosti že uveljavljen, pri črno-beli pa je še v fazi testiranja. Pri izbiri genetskega materiala, najpogosteje semena, se rejci soočajo z množico informacij o živalih, ki pogosto med seboj niso primerljive. Še posebej to velja za tuje živali, ki imajo genomske plemenske vrednosti iz tujih obračunov. Take genomske plemenske vrednosti so običajno predstavljene na tujih skalah. Korelacije med našo in tujo skalo so za vse lastnosti pri vseh mlečnih populacijah nižje od 0,9, kar ima za posledico prerangiranje živali. Z lastnim obračunom genomskih plemenskih vrednosti, ki bo vzpostavljen v okviru projekta, bomo lahko izvajali genomsko selekcijo v lastnih populacijah. Na nivoju čred bo možna zgodnejša odbira telic in to na skali, ki je za nas ustreznejša. To bo imelo za posledico večjo konkurenčnost pri reji proizvodnih kot tudi plemenskih živali. Pri selekciji se pogosto spregleda tudi dolgoročni pomen preprečevanja parjenja v sorodstvu. S projektom bomo v sheme selekcije vključili informacije o genomskih povezavah med živalmi. S tem bo mogoče dolgoročno in učinkoviteje ohranjati genetsko pestrost populacij, kot je bilo možno do sedaj na osnovi rodovniških podatkov. Na evropskem trgu se tudi že pojavlja A2 mleko. Uživanje mleka, ki vsebuje A2 oblika beta-kazeina, je glede na raziskave bolj ugodno za zdravje ljudi, pojav priporočil za njegovo uživanje pa vse pogostejši. Tudi v Sloveniji nekateri potrošniki že poznajo to mleko, vendar trenutno še ni dostopno na trgovskih policah. Posamezni rejci vidijo poslovno priložnost za tako prirejo, a so pri tem prepuščeni sami sebi. Do sedaj še ni bila narejena analiza trga za take proizvode in tudi shem selekcije za tak tip prireje še ni. Cilj projekta je vzpostavitev nacionalnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti. Za ta namen bomo genotipizirali večjo skupino živali, primernih za vzpostavitev referenčne populacije, ki bo predstavljala temelj nacionalnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti. Rezultati tega obračuna bodo omogočili primerjavo z mednarodnimi genomskimi plemenskimi vrednostmi in s tem rejcem transparentno odbiro bikovega semena za lastno čredo. Z vzpostavljenim rutinskim obračunom bo zagotovljena trajnost rezultatov, ki jih bo selekcijska služba sproti uporabljala pri delu na kmetijskih gospodarstvih. V okviru projekta bodo razvite tudi sheme selekcije. Med njimi bo shema za učinkovitejšo genomsko selekcijo v smeri gospodarne prireje mleka, kot tudi shema selekcije za nišno prirejo A2 mleka. Cilj razvoja shem je dolgoročno povečana konkurenčnost manjših kmetij, ki prevladujejo v Sloveniji.
Sodelovanjem in prenosom izkušenj ter znanj po verigi rejec, kontrolor, selekcionist, raziskovalec in obratno bo razvit sistem sodelovanja deležnikov v selekciji govedi. Vsi vpleteni, zlasti pa rejci, bodo pridobili kompetence za učinkovito samostojno upravljanje z novimi in raznolikimi informacijami ter izvajanje selekcije v lastni čredi. To bo imelo za posledico prenos in razširitev znanj tudi na druga kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva. Rezultati genotipizacije in nacionalnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti bodo uporabni na več načinov. Lastna genomska selekcija z uporabo nacionalnih genomskih plemenskih vrednosti bo omogočila večjo konkurenčnost kmetij na račun vzreje več vrednih plemenskih živali, tako z uporabo domačega kot tujega genetskega materiala. Omogočila bo informacijo o genomskih plemenskih vrednosti za ženske in moške živali in s tem primerjavo z mednarodnimi genomskimi plemenskimi vrednostmi. Te informacije bodo omogočale rejcem zgodnjo odbiro živali, hitrejše doseganje genetskega napredka in s tem okrepitev konkurenčnosti rejcev. Nenazadnje bo genomska selekcija omogočila učinkovitejše upravljanje z genetsko raznolikostjo slovenskih populacij goveda. Jakob Šter iz kmetije Šter je napisal: K projektu smo pristopili z namenom razjasniti postopke genotipizacije in pridobiti nova znanja o uporabnosti podatkov o genotipiziranih živali v praksi. Glede na to, da osemenjevanje lastnih živali izvajamo sami, se želimo na podlagi te izkušnje po projektu lažje odločati, seme katerih plemenjakov bomo uporabljali na naših plemenskih živalih. Se pa tudi kot tržnik plemenskega materiala želimo lažje odločiti in lažje stranki pokazati, kakšne lastnosti imajo naše živali. Dominik Pečovnik iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje je zapisal: Projekt in cilj projekta določitev referenčne populacije za rjavo in črno-belo pasmo omogoča ohranjanje in korak naprej v stiku s tujino. Za prihodnost slovenske selekcije je pomembno, da poleg klasičnih načinov odbire in izbire najboljših živali po fenotipu za naslednje generacije, poznamo tudi njen genetski potencial. Nacionalna referenčna populacija bo omogočala razvrščanje in primerjanje posameznih živali, kot tudi rej z ostalimi državami, kot tudi znotraj Slovenije. S tem bomo selekcijske službe pridobile dodaten mehanizem pri svetovanju rejcem, kakšne živali naj odbira in na katere lastnosti je priporočljivo usmeriti pozornost pri izboljšanju ekonomičnosti reje, kar pa je bil glavni razlog za pristopitev k projektu. Pogled raziskovalca pa je, da je prednost EIP projekta edinstvena priložnost za širjenje novih rezultatov in znanj neposredno v prakso s pomočjo selekcijske službe in rejcev, ki so vključeni v projekt. Hvala za vašo pozornost.